Saj so napovedovali, da bo povsem drugačen, a ob premieri je bilo presenečenje kljub temu izredno veliko. Že prej je kazal nekaj SUV-evskih značilnosti, a še zlasti je bil velik in družinski, primeren celo za družine s 3 otroki. A vse prednosti Peugeota 3008 prve generacije po novem ponuja novi 5008. Novi, manjši 3008 je namreč nehal izstopati iz razreda, z merami se je poenotil s Qashqaijem in podobnimi. A po druženju trdimo, da je v Peugeotovi kabini precej bolj prijetno. Tu je premijski občutek, ki ga nudi tekstilna obloga na armaturni plošči, in tu so elegantne tipke, ki so tako lepe, da se voznik kar noče pritožiti, da bi lahko bilo upravljanje bolj enostavno in bi bilo tako pritiskanja nanje potrebno manj. Paša za oči, ki dokončno osvoji čustva, pa je digitalen LED zaslon, ki nadomešča klasične merilnike. In ta inštrumentna plošča je, kot smo v modernih Peugeotih navajeni, nameščena izredno visoko, da tako imenovani head-up display res ni potreben, saj vozniku tako ali tako ni treba veliko premikati oči. In dvomimo, da bi si v novem 3008 še kdorkoli lahko z volanom zakrival merilnike. V novem 3008 se resnično čuti, da so Peugeotovci pripombe na radikalne rešitve iz 208 in 308 upoštevali, ter zdaj naredili v celem zelo dober izdelek. Skoraj brez napak. Zakaj skoraj? Pikolovcem razložimo na MMC-ju. A kakorkoli že, komu bo novi 3008 najbolj ustrezal? No, v prvi vrsti vsem, ki imajo radi lepo, fino, so radi opaženi, hkrati pa so tudi zvedavi. Radi gredo po stranskih poteh, po ovinkih. 3008 je namreč lahkoten, vozniški avtomobil, ponuja precej dinamične vozne lastnosti, majhen volan tu igra pomembno vlogo. In čeprav ga v praksi tam ne boste videli pogosto, se po makadamih pelje zelo suvereno. Izogibanje avtocestnim zastojem na poti v službo je torej s 3008 lahko povsem običajno opravilo.